Dragi prijatelji alpskega cvetja in Bohinjskih gora, letošnje leto, letošnje praznovanje festivala gorskega cvetja v Bohinju poteka drugače kot vse naše življenje v teh mesecih. Pa vendar nas to naj ne prikrajša izleta v Bohinjske gore, doživetja z alpskim cvetjem, kajti rože, ne glede na dogodke, kjer smo jim priča, normalno rastejo, poganjajo, cvetijo in bodo plodile. Kažejo ta večni tok narave. No, v letošnjem letu, v tem predavanju, pa si bomo ogledali eno imenitnih cvetlic, ki jih najdemo v Bohinjskih gorah, to je alpska možina, kraljica planin. Predstavil vam jo bom v tem predavanju, malo o njenem varstvu, o zgodovini prizadevanj za njeno varstvo in kaj se dogaja danes s to rastlino. Moje ime je Peter Skoberne, po izobrazbi sem biolog, po srcu sem botanik, po poklicu pa sem bil naravovarstvenik. Pa prisluhnimo predavanju. Osrednja vloga tega predavanja pritiče alpski možini. Zato si jo najprej oglejmo. Njeno ime je alpska možina, še bolj znana je po drugih imenih, kot so recimo kraljica planin. V nemških deželah ji pravijo moška zvestoba in se je tudi to ime, kdaj sliši za alpsko možino. No, vprašanje je ravno pri tem imenu, možina in pa moška zvestoba, kaj ima to zveze s to rastlino, zakaj se tako imenuje. No in največkrat slišimo dve razlagi. Ena je, da je moška zvestoba tako redka, kot je redka ta rastlina. Druga razlaga pa je, da je ta barva, ki jo ima ta kovinsko modra barva, potem ko po dozorevanju, da je tako obstojna kot moška zvestoba. Zato je na dlani se ponuja potem tudi tretja razlaga, da je alpska možina se tako imenuje zato, ker je moška zvestoba sicer res lahko redka, kadar je pa redka, je pa trajna. No, alpska možina sodi v družino kobulnic, in to družino bomo vsaj nekaj značilnosti si še kasneje podrobneje pogledali. Njena raste v visokem steblikovju v alpskem delu, navadno bolj vlažnih krajih, no in cveti tam nekje že od maja, junija pa tja do zgodnje jeseni. V Sloveniji nima veliko sorodnikov. Znana je ametistasta možina, ki raste po Notranjskem krasu, na takšnih suhih travnikih in je na pogled podobna, pa vendarle nima tako izrazitih valjastih socvetij in tudi listi ovojka niso tako prefinjeno nacepljeni kot pri možini. Zlasti pa je ametistasta možina mnogo bolj pogosta, kot je pa alpska možina. No, ker smo že omenjali, da gre za kobulnico, lahko vidimo, da kaj pomeni kobul. To je oblika socvetja, ki je značilno za to družino. To se pravi, imamo nek začetek, iz katerega potem izraščajo enako dolga cvetna stebelca in na vrhu nosijo majhne cvetove. Kobul je lahko enostaven, lahko je pa sestavljen in tako ima vsaka vejica nosi še enega ali več kobulov. No, ta zgradba kobulnic je pogosta pri korenju, peteršilju in drugih teh kobulnicah. No in lahko so pa ta socvetja zgoščena, tako da so tile peclji krajši in takrat se naredi takšen kupček, kup cvetov in
ga obdajajo potem ogrinjala kobula, takšni ovršni listi. No, če pogledamo iz stališča opraševalca, kajti namen teh cvetov je, da privabijo opraševalca, je ravno v tem, da opazijo ta cvet. In veliko lažje opazijo tako organiziran cvetove soцветja, da so drobni cvetovi združeni v takšno glavico in obdani potem s temi listi z ogrinjali kobula, da dajejo vtis enega cveta. In enak princip je tudi pri alpski možini, kjer so pa ti cvetovi združeni v takšnem valjastem socvetju. Tukaj so namreč ta kobul ima tudi, spet ima sedeče, je brez tehle poganjkov, mislim teh peclčkov, in zaradi tega tvori takšen valjast kobul, medtem ko so ogrinjala kobula pa res filigransko nazobčani. In potem, ko se v poznem poletju, se potem socvetje in pa ogrinjala kobula se obarvajo značilno jekleno modro barvo, ki daje rastlini neko žlahtnost in tudi prepoznavnost. No, če gremo proti naprej in razmišljamo o ohranjanju rastlin, potem moramo najprej poudariti, da so vse rastline enako pomembne. Ne moremo reči, da bomo ohranjali samo nekatere. Pa vendarle, ker vseh ne moremo ali pa tudi nima smisla z isto intenziteto ohranjati, ker pač vse ne potrebuje tako močnega varstva, je pomembno, da določimo neko prednostno obravnavo. In gotovo, da damo največjo prednost tistim, ki so ogrožene, potem pa tudi tistim, ki imajo neko omejeno razširjenost ali so redke. In alpska možina sodi med te redke vrste in je povrhu tega tudi endemit. To pomeni, da je njena območje razširjenosti je omejeno, v glavnem je to na alpski del in na severni Balkan in je zato gotovo vredna naše posebne pozornosti. Namreč, če imamo rastline, so lahko bodisi, da so pogostne, lahko so redke, lahko so splošno razširjene, kot recimo kopriva, ali pa imajo omejeno razširjenost, to se pravi podobno, kot jo ima alpska možina, ki je omejena recimo na del Alp. No in možina je ne samo, da je omejeno razširjena, je tudi redka. Zato pade v ta del, kjer je osredotočena varstvena pozornost. Za naravovarstveni odziv sta pomembna dva ali pa potrebna dva predpogoja. Eno je, da se zavedamo o vrednosti, drugo pa je vsaj neka potencialna ogroženost. Namreč, če pogledamo, zakaj bi varovali zadeve, ki nam premalo ali nič ne pomenijo. To se pravi, če ni v naši zavesti, da je nekaj pomembnega, da lahko s tem vzpostavimo odnos, potem se tudi pri odločanju s tem ne bomo ukvarjali. In zato mora nekako rastlina v tem primeru stopiti v našo zavest, da jo sploh o njej razmišljamo, bi rekel, na ta varstven način. In seveda nekaj, kar ni ogroženo, tudi nima smisla posebej varovati. Mogoče si to najlepše lahko vidimo na primeru planike, ki je od 19. stoletja naprej alpski simbol, kje vse najdemo njeno podobo v grbih, imenih, okraskih in to po vseh Alpah. V kratkem času so planinci iz planike naredili neko prispodobo nečesa žlahtnega, dragocenega, lepega, cenjenega. Vendar je pri cenjenih zadevah vedno
se lahko pokaže še druga plat, da bi si vedno več ljudi radi prisvojili to zadevo in zato potem lahko postane tudi ogrožena. In to se je s Planiko v 19. stoletju dogajalo, zato je že od konca 19. stoletja v Alpah zavarovana. Vse od leta 1878 so se potem vrstila po alpskih državah zavarovanja in tako tudi na območju Slovenije, takrat je bila to Avstro-Ogrska monarhija in je prvo zavarovanje bilo v Goriški deželi leta 1896, 2 let zatem pa skupaj z Blagajevim učinom je bila Planika zavarovana tudi na Finskem. No, kako je pa z alpsko možino? Najprej poglejmo, zakaj je nekaj posebnega, v čem je ta pomen alpske možine. Gotovo je na prvem mestu njena slikovita privlačnost, ta filigranska izdelanost kobulovih listov, ta njena jekleno-modra barva in vedno cenimo tiste stvari, ki so še posebej redke in alpska možina to gotovo je. Zato je bila že v 19. stoletju predmet trgovanja in se je ta njena eksotična vrednost se je pretopila tudi v finančni del, tudi v trgovanje. In to je tudi pri možini še to, da tudi suha ostane, obdrži barvo in ostane takole trajna, je zaradi tega še bolj uporabna za kakšne te suhe šopke. Potem so ji tudi pripisovali zdravilne učinke in je zato, ker če nekaj redkega, je velika verjetnost, da bi lahko bila tudi zdravilna. In so tako tudi to je prispevalo k ogroženosti možine. Ma tudi simbolni pomen, jo najdemo recimo v emblemih društev ali pa recimo, da je predstavlja recimo določena območja. In vendar seveda ne tako izrazit kot pri Planiki, kar je pa tudi sorazmerno z njeno ozko razširjenostjo. No, kdaj pa možina vstopila, bi rekli, v ta naravovarstveni okvir. In sicer tukaj se moramo sprehoditi nekoliko nazaj, v začetek 20. stoletja, ko je Dunajska vlada poslala vsem deželam okrožnico za popis naravnih spomenikov. In potem je deželna vlada je to razposlala na glavarstva in Gorenjsko glavarstvo je za odgovor prosilo Albina Belarja, naravoslovca, seizmologa, če bi lahko pripravil odgovor na to okrožnico. Belarja je pa zadeva silno spodbudila in je potem začel razmišljati, in kako bi dobil še več podatkov o tem, kako bi pripravil seznam naravnih spomenikov Kranjske. In povabil jih sodelovanja Antona Šepla in pa botanika profesorja Alfonza Pavlina, da mu je pripravil prispevek za botaniko za ta njegov seznam. No, tako je Alfonz Pavlin pripravil opis, ki ga je potem tudi dal Belarju in je bil osnova za nadaljnja zavarovanja. No, tole je ta Pavlinov rokopis, ki ga je Ernest Mayr odkril v eni tele kurilnici v Ljubljani in rešil pred uničenjem, tako da dva izvoda tega rokopisa sta sedaj v rokopisni zbirki SAZU-ja. Profesor Mayr pa je napisal imeniten članek, ki je in obdelal ta Pavlinov rokopis.
Zanimivo je, ker sedaj, ko vemo, da je v kontekstu Belarjevega prispevka o naravnih spomenikih Kranjske, se seveda tudi konceptualno zadeve ujemajo. In je zanimivo, da je Pavlin na osnovi tedanje naravovarstvene doktrine, bil zelo na tekočem, je potem s svojim bogatim znanjem posebej izpostavil 9 rastlinskih vrst in pa 3 območja, ki botanično izstopajo. No, in v tem rokopisu je med temi 9 rastlinskimi vrstami omenil tudi alpsko možino. In zanimivo je, da omenja tudi rastišča v Karavankah, kjer pa prav, da je bila pred 15-20 leti še zelo pogosta in da pa vendarle je sedaj že, potem niti več Karavank ne omenja. In je, ker naj bi jo pastirji zaradi prodajanja turistom sistematično izropali. No, in potem pa omenja drugo nahajališče, in sicer na Črni prsti, kjer pravi, da tudi tukaj pastirji iz enakih razlogov to rastlino nabirajo. No, in potem prav, ker je pa pred kratkim bila odprta bohinjska železnica, to se pravi, to je mišljena gradnja bohinjskega predora, in da se bo sedaj gotovo povečalo število obiskovalcev, kar bo dodatno še ogrožalo to rastlino, in zaradi tega bi si bilo želeti, kot pravi Pavlin, sprejeti določene ukrepe za ohranitev te rastline. No, na prejšnjem, potem je pa ta Pavlinov rokopis, se je ta vsebina nekako ohranila in jo je sam Pavlin pri pripravi spomenice za varstvo narave, je Pavlin te ideje v bistvu tudi ponovil v spomenici. Bil je član pripravljavcev spomenice, torej odseka za varstvo prirode, ki je 20. januarja 2020 pripravil, danes bi rekli v sodobnem jeziku, nacionalni program varstva narave. In v tej spomenici je po točko 2 predvideno ohranjanje redkih in za naše kraje značilnih, znamenitih živali in rastlin. No, in zato ni nič presenetljivo, da je Pavlin ta predlog, ki ga je že recimo tam Belarju predlagal, da je ta predlog ponovil v spomenici in seveda tudi omenil alpsko možino. In v obrazložitvi, ki je zelo kratka, je napisano, da ta veličastna rastlina raste samo na Črni prsti in še tam je redka. Skratka, karavanška rastišča nekako niso več bila v zavesti botanikov. Kot smo rekli, je ogroženost en glavnih razlogov za naravovarstveno dejavnost. In če pogledamo ogroženost alpske možine povsod, kjer raste v Evropi, vidite, to je ta del Alp in pa potem še Julijske Alpe, Severni Balkan, to je vse, kar najdemo alpske možine v Evropi. No, in zato lahko res rečemo, da gre za endemično rastlino. No, IUCN je globalna vladno-nevladna organizacija za varstvo narave in je tudi osrednja avtoriteta pri oblikovanju tako imenovanih rdečih seznamov ogroženih vrst. In ta organizacija potem tudi na ravni celotne populacije neke vrste
določa stopnjo ogroženosti. Možina pravzaprav nima zelo visoke stopnje ogroženosti, to pravi, da je blizu ogrožena, lahko bi rekli potencialno ogrožena, vendar nam tole kaže, da je populacijski trend te rastline v Evropi padajoč. In zaradi tega je seveda taka skrb za možino pomembna. Kako je z alpsko možino v Sloveniji? Tisto, kar je tam bil tak oblaček čez tale del Slovenije, se potem v realnosti izkaže, da gre za majhno število zelo lokalno razširjenih nahajališč. In najmočnejša nahajališča so Porezen in pa tle v okolici Črne prsti. Imamo pa še nekaj takih sporadičnih nahajališč tudi drugje v Julijskih Alpah. Ampak na koncu, če pogledamo, vidimo, da sta Porezen in pa Črna prst, bi rekel, najbolj markantne lokalitete in pa tiste ključne, ki so pomembne za ohranjanje te rastline. Karavanške zadeve so pa, morda nas še kakšno dodatno raziskovanje lahko optimistično preseneti, vendar so Karavanke dejansko zdaj po današnjem poznavanju nekje v drugem planu. Kako je pa z evropsko zakonodajo? In sicer osrednji predpis, ki opredeljuje rastlinske in živalske vrste, je direktiva o habitatih, ki s svojimi določili opredeljuje dvoje. Eno je ohranjanje rastišč, to se pravi ključnih rastišč, in ta ključna rastišča so vključena v ekološko omrežje, ki ga poznamo pod imenom Natura 2000. Hkrati so pa lahko vrste tudi kot vrste strogo zavarovane, tako da imamo pri alpski možini oboje, lahko bi rekli, zavarovana je sama rastlina in pa tudi njeni domovi, njen habitat. Za direktive je značilno, da ne veljajo neposredno, ampak jih mora vsaka država članica potem prenesti v svojo zakonodajo. No, in ta določila so prenešena v našo zakonodajo, tako da je ohranjanje ključnih rastišč alpske možine je vključeno v opredelitev Nature 2000 v Sloveniji, in sicer sta za možino opredeljeni dve območji, Julijske Alpe in pa Porezen. Tako da so dejansko ključne zadeve pokrite. In hkrati je tudi kot posamezna rastlina zavarovana z uredbo o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah. Kako je pa sedaj z dejanskim stanjem? Zdaj, poročila o stanju vrst je treba poročati na vsakih 7 let Evropski komisiji in za to koordiniranje spremljanja stanja je naloga Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. In tako je to so na sliki vidite rezultate 3 poročanj, to se pravi od leta 2004, kar smo člani Evropske unije. In vidite, da je v prvih 2 obdobjih poročanja da gre za neugodno stanje, ki se slabša, medtem ko je v zadnjem poročanju leta 2018 pa ugotovljeno, da je trend ni določen, ampak skratka tukaj vidimo, da gre za neko spremembo, da se zadeva morda ustavlja. Pa še nekaj, tudi pri teh ocenah, to je vse zelo odvisno od tega znanja, ki ga imamo na razpolago. Namreč boljše, ko imamo znanje, boljše so lahko tudi ocene tako populacije
in pa seveda tudi boljše imamo znanje o ogroženosti in lažje tudi predvidimo, kakšne ukrepe potrebujemo. No, in čeprav je recimo ravno črna prst je taka botanična meka že vse od konca 18. stoletja in tudi to je bil eden od razlogov, da so rastišča možine na črni prsti bila tudi že ves čas zelo dobro znana, pa vendar šele v zadnjem času imamo cel kup novih podrobnosti in te raziskave so se intenzivneje začele potem, ko smo pripravljali gradiva za opredeljevanje območij Natura 2000 in tukaj bi se tudi rad zahvalil vsem, ki so pri tem sodelovali. Zelo veliko botaničnega dela je v prejšnjem času je naredil profesor dr. Tone Vraber, v novejšem času je pa tukaj res velik prispevek Igorja Dakskoblarja in pa še eno srečno okoliščino imamo, da se je tudi to lokalno znanje začelo prebujati in so zato bohinjski planinci prispevali veliko zelo dobrih podatkov o alpski možini in tudi prehodili tiste dele bohinjskih gora, ki so bolj odmaknjeni in pa manj obiskani. No, in ta načrtni monitoring se potem tudi zdaj razvija. V glavnem tukaj delo koordinira javni zavod Triglavski narodni park, kolikor more v okviru rednega dela in seveda veliko lažje je pa potem to s projekti, kar bomo potem še tudi videli. Kaj so recimo vzroki ogroženosti? Namreč potem, ko imamo neko sliko o populaciji, je zelo pomembno, da vemo, zakaj populacija upada, če smo seveda ugotovili, da upada. No, in pri alpski možini je eden od zelo pomembnih razlogov je zaraščanje rastišč. Ko se potem v visoko steblikovje se začne krepiti lesna vegetacija in počasi preraste, zasenči in potem te rastline se nekako potuhnejo, jih ni več. In lahko je tako zaraščanje povezano z opuščanjem rabe, se pravi z opuščanjem pašništva, lahko je tudi posledica podnebnih sprememb, kajti v naravi je edina stalnica so pač spremembe. Lahko je problematična prekomerna paša, lahko je problematično trganje zaradi gojenja, zaradi prodaje, zaradi objestnosti, karkoli, zato ker rastlina je lepa, ni je pa na pretek in seveda zato je lahko taka lokalna manjša rastišča ni težko izropati. Tudi dobronamerno ogledovanje in fotografiranje se lahko spremeni v lomastenje po nahajališču in tudi tukaj je treba recimo določeno previdnost. No, in za vsak vzrok ogroženosti potem iščemo možnosti, iščemo tisti ukrep. Gotovo, da za zaraščanje je zadeva zelo jasna, da pač treba lesne rastline odstranjevati, lahko jih tudi z ekstenzivno pašo, vendar je težko zdaj to ravnotežje držati, da vam potem seveda spet paša ne povzroča dodatnih težav. Pri prekomerni paši je, da je paša bolj ekstenzivna, da je manj živali na paši, ali pa da se rastišče ogradi. Potem recimo, če za tole trganje, za ta interes, ki ga imajo ljudje, da bi imeli alpsko možino po vrtovih, je možno s tem, da rastline gojimo in so tržno dostopne, da lahko jih kupimo, s tem zmanjšamo pritisk na naravna rastišča. In isto velja tudi za ogledovanje in fotografiranje. Tukaj je potrebno pač informiranje, vzgoja, ozaveščanje in seveda tudi nadzor.
sploh kadar gre recimo za kakšne večje, če bi bile kakšne večje komercialne želje potem. In zaradi tega, vidite, imamo tule en set ukrepov in je zdaj pomembno, da tudi ti ukrepi dobijo nek okvir. Eno je gotovo, da potrebujejo pravno osnovo. No, za vse te ukrepe imamo pravno osnovo že v aktih o zavarovanju in bolj je tle problem potem, kako ti udejanjiti. Zdaj recimo en primer, glede na to, da je večina teh rastišč v zavarovanem območju, to se pravi v Triglavskem narodnem parku, in je to tudi del obvez, ki jih upravljavec parka mora zagotoviti za zagotavljanje ugodnega stanja, vidite, za teh 25 habitatnih tipov. No in med temi 22 rastlinskimi in živalskimi vrstami je tudi alpska možina. No, tukaj vidite na sliki vidite mejo Triglavskega narodnega parka in pa, da sta tle dve območji Nature. Ta zelena je po habitatni direktivi, ta rožnata, ki potem sega še pod zeleno, je pa območje po direktivi o pticah. In potem imamo znotraj teh območij so notranje cone in na območju notranje cone z alpsko možino, to se pravi tam, kjer alpska možina raste, so potem tudi predpisani ukrepi. No, v Sloveniji imamo poseben način upravljanja z Naturo 2000, tako da približno na 7 let vlada sprejme program upravljanja območij Nature 2000, to je nek tako imenovan master plan, nek načrt, kjer je napisano za vsako vrsto, za vsak habitat tip in za vsako območje so napisani cilji in pa ukrepi z nosilci. Se pravi, zelo natančno izdelan dokument in tako potem tam, kjer je kot nosilec opredeljen javni zavod Triglavski narodni park, potem mora te ukrepe vključiti v svoj načrt upravljanja in potem v svoje letne programe dela in je na ta način tudi izvajanje programa upravljanja območij predviden. No, kako to izgleda? Vidite, tle imate iz tega programa dve taki vrstici, in sicer zagotavlja se nezaraščenost rastišč s košnjo, travišč v poznem poletju vsako drugo leto, in pa drug je, da se pri načrtovanju in obnovi planinskih poti odmaknejo te poti od potencialnih rastišč. To se pravi, to sta dva konkretna ukrepa, ki sta potem v načrtu upravljanja in jih potem tudi javni zavod Triglavski narodni park potem izvaja. No, tako lahko vidimo, da recimo en del teh aktivnosti poteka ravno v tem projektu Vrhi ulicev, in sicer za odstranjevanje lesne zrasti. Vidite, dve te aktivnosti na Črni prsti, in pa potem tudi te posredne aktivnosti, to je informacijske točke, izobraževanje in vodenje in konec koncev tudi tole današnje predavanje oziroma celo ta sklop predavanj o tem je namenjen večji ozaveščenosti o tej rastlini. No, še en tak primer, vidite tukaj, ko je rastišče alpske možine na planini za Črno goro, je ta pot šla neposredno čez rastišče in zaradi tega so že na pobudo botanikov so potem to pobudo sprejeli tudi planinci in je tako, da sedaj je aktualno označena in vzdrževana samo ta pot, ne pa ta, ki gre čez rastišče. Na ta način se da zelo preprosto zmanjšati pritisk na ta naravna rastišča, po drugi strani pa lahko z nasajenimi možinami
na bolj dostopnih mestih lahko rastlino vendarle pokažemo tudi v živo. Tako lahko alpsko možino vidimo v Alpskem botaničnem vrtu Julijana ali pa pred informacijskim centrom TNP v Trenti. Je pa zdaj tudi ni težko dobiti sadik in semen te rastline. Kdor pač bi rad rastlino imel v svojem skalnjaku in namesto, da bi šel v prekršek in jo izkopaval na naravnih rastiščih, si potem takšno rastlino lahko kupi. Tako, na ta način smo prišli do konca in jaz vam želim še obilo lepih srečanj in obzirnih srečanj z alpsko možino. Hvala. Takole, to je bilo naše potovanje s kraljico planin in moram se vam opravičiti, ker moram priznati, da mi je bedno predavati s pogledom v ekran, da predavam nekam v prazno. In zato si želim, da naslednje leto se dobimo iz oči v oči na kakšnem prijaznem mestu, kot je recimo Bohinjka v Stari Fužini, in potem bo predavanje lahko potekalo povsem drugače. Pa vendarle, tudi na ta način, na ta virtualni način lahko se bogatimo. In nazadnje bi se rad zahvalil domačinom, ki so svojim delovanjem po eni strani ohranili alpsko možino, po drugi strani pa pripomogli, da veliko več vemo o tej rastlini. Tako da, ko prihajamo kot obiskovalci, smo kot podložniki, ki prihajamo v kraljestvo alpske možine, medtem ko so domačini, dvorjani tega mogočnega kraljestva, ki se razprostira po gorah okoli Bohinjskega jezera. Torej, nasvidenje v naslednjem letu na naslednjem festivalu alpskega cvetja.